Lep pozdrav iz komentatorskega mesta. Zadnjič v jesenskem delu se oglašamo iz Ljudskega vrta. Maribor se bo torej danes poslavljal od svojih navijačev in seveda, da pričakujejo, da se bo od njih poslovil zmago, da se bo začasno uvrstil na sam vrh. Dva zadnja vezna, še naprej Krecu in Dervišević. Zdaj priložnost za Maribor, že takoj na začetku. Hotić, strel proti vratom. Marko brani v prvo, Hotić pa v drugo. Najbolj znameniti odsotnosti za vijoličaste danes. Brkić za Kranjčane, pa še naprej priložnost. Tijanić bo morda lahko tudi poskusil in tudi dobro se je vklopil v ekipo, odkar je po zares dolgi odsotnosti ponovno nastopil na njo. To spominja na prejšnjo tekmo. Trije Kranjčani proti dvema iz mariborske obrambe. Komplikacije, vendar Petric bo vseeno prišel do strela. Varneša, no, dobro je tam Mlakar rešil situacijo ob avtu, tu se kar naenkrat kaže priložnost za Kranjčane. Brkić bo poskušal strelom, tole je zadetek, tole je gol za Triglav, ki ponovno vodi. Gaber Petric je strelec, toda Goranu Brkiću vsekakor pripada posebna čast v tej akciji. Fantastično je udaril po žogi iz prve, kot pravimo, brez dodatnega zaustavljanja. Viler iz igre je tam vrgel Tijanića, v medprostoru Hotić na drugo stran, ali bo Milec dovolj hiter, bo tam ob Kristjanu Arhučesnu, odlična podaja za Mitrovića, mala malica, no na to pa je izpadel iz igre. Priložnost ponovno za Kranjčane, Brkić, veliko prostora za Brkića, spet bo streljal, kakšen gol Gorana Brkića, fenomenalno! Ves čas se je vedelo, da čuti udarec, čuti žogo na nogi in v svojem tretjem poskusu ali morda četrtem oddaleč je premagal Kenana Pirića. Vodstvo z 2-0, naravnost senzacionalen rezultat ob koncu prvega polčasa. Nekaj podobnega je poizkušal zdaj, vendar smo videli, vsakič ne uspe. Arhučesen je tokrat ostal kratek. Hotić pri žogi, podaja v kazenski prostor, iz ozadja je pritekel. Že drugi zapored, kar Kranjčanom še ni uspelo. Pa poglejmo sedaj nov poskus. Gorenci spet puščajo Štajerci prostor Krpkiću za strelo daleč in tokrat je stresel vratnico. In Triglav želi nemudoma poskusiti naprej, ponovno priložnost Kreziju, iz ozadja prihaja in brez gola Jankovića ni gola. Ogromna priložnost zdaj za Triglav. Če tule Kranjčani pobegnejo proti napad, se lahko zgodi marsikaj. Ofsajda ni, kaj ti podaje na svoji polovici. Teče Mlakar za 3-0, zmanjkalo je energije in na koncu tudi obramba Kenana Pirića. Tako je. Triglav se je pokazal kot eno moštvo, kar smo tudi vedeli, katero je lahko v napadu nevarno. Mi smo tekmo, mislim, da začeli v napadu zelo dobro, imeli takoj v 3. minuti 2 priložnosti z Dinom Hotićem. Potem zelo lahko prihajali v situacije, ko bi si morali boljše podati. Veliko tega prometa je bilo. In to nam je najverjetneje dalo občutek, da bomo skozi tekmo se sprehodili. Pa dejansko ni bilo tako potem v prvem polčasu. Ta dva njihova zadetka, vendar skozi celoten drugi polčas spet neverjetno veliko situacij, ko bi bilo za obrniti rezultat. Zdaj puščali smo jasno veliko prostora od zadaj, vendar je bilo situacije neverjetno dosti in verjetno danes, če bi igrali še ne vem koliko časa, ne bi zabili. Ker je neverjetno, res nemogoče, koliko zaključkov smo imeli, kolikrat smo bili v situaciji, da smo nevarni, pa nam ni uspelo. Ja, itak ne, kar malo sam još pod utiscima. Pripravili smo se na tekmu, rekao sam momcima, greste u Maribor, igrate protiv najbolje ekipe u Sloveniji, dajte sve od sebe, nemamo kaj izgubiti, gremo igrati samo slobodno, da se ne povlečemo i ono što smo pripravili
kontre i to. Imali smo još kakšnu priložnost čak da damo gol. Mislim, odbrana, veza, napad, sve mi funkcionisalo, vratar, sve bilo onako kako treba. Krivo mi je samo što mi tko nije na svim utakmicama, ne znam, eto, danas sam imao malo strah na polučasu jer smo imali protiv Olimpije isto. Smo vodili 2-0 pa smo izgubili i 3-2, sam malo strah imao taj da ne primimo ono gol na začetku, ali eto, bili su hrabri tako da smo uzeli sve 3 pike. Velike 3 pike za nas.